Počasi, a vse hitreje se bliža dan, ko bova spoznala najinega prvorojenca. In bližje kot je datum, pogostejša so vprašanja, ali bo fantek ali punčka, je otrok zdrav, ali imate že vse pripravljeno? Kaj pa ime? Imate že izbrano ime? Niti ne manjka predlogov za ime. Potiho, pa tudi na glas, pa se lahko izrekajo že plani, pričakovanja, načrti. Z Božjo besedo današnjega dne lahko potegneva kar nekaj vzporednic. Ljudje so se veselili, ko so slišali, da je Elizabeta kljub svoji visoki starosti zanosila, donosila in rodila. Spremlja pa zgodbo o Janezovem rojstvu prav poseben zaplet ob izbiri imena. Zaharija je zaradi svoje šibke vere postal nem in šele ob potrditvi pravilno izbranega imena Janez se mu je razvezal jezik. Takrat je bila okolica še bolj presenečena in začeli so se spraševati, le kaj bo iz tega otroka. Kaj ni zanimivo, da se novo bitje komaj rodi in že se začnejo postavljati vprašanja, kaj bo z njim, kakšna bo njegova življenjska pot, polna vprašanj, planov in pričakovanj. Kar nekaj jih zastavlja okolica, nekaj pa se jih zastavljava tudi sama. Glede pričakovanj ne moreva mimo pregovora: zidanje gradov v oblakih nas nič ne stane, njihovo porušenje pa je lahko zelo drago. Advent je čas pričakovanja Jezusovega rojstva, rojstva odrešenika sveta, rojstva Boga, v katerega polagamo vse upe, mu izročamo svoje skrbi. In on prihaja k nam kot človek, kot nebogljeno dete. Kakšna vprašanja in pričakovanja gojimo do njega, kaj si želimo od njega? Mogoče bi bilo prav, da na tem mestu najprej mi poskrbimo za dobrobit otroka, za dobrobit Boga, ki prihaja in se rojeva v naših občestvih in tudi v naših srcih. Odgovorno je, da mu mi pripravimo prostor, ki mu bo všeč. Zato, drago najino dete, v prvi vrsti si želiva in ti želiva biti dobra starša, ki te bova vzgajala z dobrim zgledom. Želiva ti, da se ob nama naučiš čim več, predvsem pa, da se navdušiš za vrednote, ki bodo smerokaz na tvoji življenjski poti. Pokazati ti želiva živega in zvestega Boga v najinem odnosu. S teboj želiva deliti Jezusa, ki biva med nama. Želiva ti, da bi bil ob svoji polnoletnosti dober državljan, ponosen kristjan in odločen, da boš z Božjo pomočjo ta svet pustil za seboj vsaj za spoznanje boljše, kot ga prejemaš. Vsem pa ob zaključku tako cerkvenega kot najinega adventa želiva obilo blagoslova.